V Sloveniji za rakom vsak dan zboli 47 ljudi, to je skoraj za en avtobus novih bolnikov. A če je diagnoza še nedavno pomenila smrtno obsodbo, danes veliko bolnikov, tudi zahvaljujoč presejalnim programom Zora, Dora in Svit, živi dlje in bolj polno. Letošnji, že 42. slovenski teden boja proti raku pa poteka pod geslom V boju proti raku bo zavel nov veter, snujemo programa Luka in Peter. Strokovnjaki bodo z njima odkrivali še raka pljuč, ki pri obeh spolih zaseda drugo mesto in ima eno najslabših prognoz, ter raka prostate, ki je najpogostejši rak pri moških. Kdaj bi lahko zaživela, koga bodo vabili? Tjanša Dogolin. 6000 naključno izbranih moških iz ljubljanske regije, starih od 50 do 69 let, bo Petrovo vabilo dobilo še letos. Na odvzem krvi določila se bo vrednost za prostato specifičnega antigena in glede pri tistih moških, ki bodo imeli povišeno vrednost, torej večje tveganje za rak prostate, bodo potem usmerjeni na dodatno diagnostiko. To bo sicer šele manjša raziskava, njenim rezultatom bo sledila večja pilotna. V 2 letih naj bi strokovnjaki pripravili teren za uvedbo programa, a za točno časovnico je še prehitro. Ta trenutek čist nihče zares ne ve, koliko moških se bo odzval, ko bodo dobili vabilo na dom, ne se udeleži organiziranega presajanja. In kako češ ti načrtovati program, če ne veš, koliko ljudi bo prišlo? To je osnova, da znaš kapacitete računati. Koliko ljudi bo potem imeli pozitiven test PSA, koliko ljudi bo potem rabili magnet, a ne? In koliko imamo magnetov in koliko imamo urologov in vse to. Saj s presejalnimi programi ne smejo oslabiti diagnostike in zdravljenja simptomatskih bolnikov. Luka bo medtem odkrival raka pljuč. 5-letno preživetje pri tej bolezni je trenutno le okoli 25%. Preživetje bolnikov z rakom pljuč je slabo, predvsem zato, ker tega raka na podlagi simptomov običajno odkrijemo prepozno. Cilj zgodnjega odkrivanja in zdravljenja je zmanjšati umrljivost za od 20 do 25%. V presejalni program bomo vključili dolgoletne kadilce v starosti 50 do 74 let. Del presejalnega programa bodo tudi programi za opuščanje kajenja. A največji izziv je prav identifikacija kadilcev. Ena možnost je, da bi vsem v starostni skupini poslali vprašalnik o kajenju in tiste z visokim tveganjem povabili na CT prsnega koša z nizkimi odmerki sevanja. Druga možnost je pridobiti podatke preko družinskih zdravnikov oziroma referenčnih ambulant. Začetek pilotne raziskave pričakujejo v 2 letih, financiranje sicer še ni zagotovljeno. V 2-letnem projektu nadgradnje presejanja za raka v Sloveniji pa je v igri tudi prenova programa Zora za raka materničnega vratu. Mi vemo, kaj Evropa priporoča. Priporoča presejanje od 30 do 65 let na 5 let s testom HPV. Mi pa presejemo od 20 do 64 let na 3 leta s citologijo. To je precej velika sprememba. Če se bodo zanje odločili, zagotavljajo, da se bodo lotili premišljeno in postopno, opravili bodo tudi pilotno raziskavo.